Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila, da bomo imeli konec januarja bootcamp v živo. Kaj pravzaprav je bootcamp v živo? Veliko vprašanj dobivam od poslušalcev, gledalcev o tem, kako sploh začeti investirati. Naredili smo delavnico investiranja za začetnike, ampak očitno nekateri posamezniki želijo mogoče še malce dodatne spodbude, tako da bomo na tej delavnici oziroma bootcampu pogledali vse, kar moramo vedeti, da lahko začnemo z investiranjem. Fokus bomo imeli tudi na avtomatizaciji, k izvrševanju naših investicij. Pogledali bomo seveda tudi davke. Nekaj vprašanj je bilo tudi vezano na otroške dodatke in kako vplivajo v bistvu naše investicije na socialne transferje. Skratka, delavnica bo v bistvu nekako upgrade, ne vem, če upgrade, no. Delavnica bo v bistvu kot nek dodatek, ta bootcamp bo kot nek dodatek k delavnici, ki že obstaja, in sicer investiranje za začetnike. Vsi, ki se bodo prijavili na bootcamp, pa bodo dobili tudi seveda dostop do delavnice investiranje za začetnike. Torej, dobite bootcamp plus delavnico investiranje za začetnike. Vabljeni, je pa tako, no, glede na to, da želimo čim bolj, recimo temu, imeti nek oseben pristop, se mi zdi pomembno, da je manjša skupina, tako da bo omejeno število prijav. Manjša skupina bo, vkolikor se izkaže potreba, da naredimo še kakšen bootcamp, ga bomo pač naredili. Skratka, pohitite s prijavo, to je lahko tudi eno tako zelo lepo darilo za Božička, za dedka Mraza, za rojstni dan, za karkoli. Tako da toliko za enkrat, zdaj pa pojdimo na vsebino. Danes bomo v podcastu MoneyHow debatirali o potresu, ki se je zgodil na borzi potem, ko je ameriška centralna banka za 25 bazičnih točk porezala obrestne mere. Zakaj so delnice upadle? Prav tako je upadel Bitcoin, zlato, porasle pa so zahtevane donosnosti ameriških obveznic in pa indeks strahu. Takšne korekcije so povsem običajen pojav v svetu investiranja, večina pa ne pričakuje, da bi se to lahko sprevrglo v kakšno večjo korekcijo. Zato bomo večji del epizode govorili o letu 2025 in kako sestaviti portfelj, na kaj biti pozoren in tako dalje. Tako da z menoj so Barbara Gačnik iz Save Infond, David Zorman iz Generali Investments in Tilen Šarlah, analitik. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Lepo zdrav. Jaz se prav veselim današnje debate, ampak preden gremo na leto 2025, pa vseeno moramo malo pokomentirati včerajšnji res ameriške centralne banke in pa po mojem mnenju mogoče malce pretiran odziv na finančnih trgih. Pa me zanima vaše mnenje. A gremo, Barbara, najprej s tabo začeti? Ja, v bistvu, kar je bilo mogoče za mene, mi smo tako pričakovali, da bojo znižali za 25 bazičnih točk, tako da to ni presenečenje. Mogoče je mehko presenečenje, da je bilo zaznati, da so v svojih prihodnjih projekcijah začeli malo upoštevati novo ameriško administracijo. Zdaj, najverjetneje so upoštevali podaljšanje davčnih olajšav, ki trenutno so in bi iztekle v začetku leta 2025. Tako da v bistvu so malo povečali projekcije, kar se tiče in gospodarske rasti in pa inflacije. David, mogoče še ti lahko malo pokomentiraš, kako si ti videl včerajšnjo v bistvu retoriko Pavla? Ja, jaz bi dodal retorika. Predvsem za naslednje leto, ne. Do zdaj je bilo nekako kalkulirano, da se bojo obrestne mere naslednje let spustile 4-krat, ne, 3 do 4-krat. Zdaj so pa nekako komentirali 3-krat, oziroma mogoče celo kaj manj krat, ne, in to je malo prestrašilo trge. Dejstvo je, da smo tudi že v zadnjem delu decembra, kjer volumni majhno upadajo in lahko tudi ta večji padac, ne, S&P je koliko padal za 3, Nasdaq tudi, no, sicer je dolar kar ublažil ta padac, ki se je ukrepil za več kot 1%. Mogoče te manjši volumni že vpliva tudi na ta večji padac, ne, na delniških trgih, ne, da se je zgodil majčken stampedo, majčkena realizacija nekih določenih pozicij. Ampak ja, dejstvo je, da je gospodarstvo v Ameriki močno,
premočno, ne, da ne rabijo spuščati obrestne mere. In ja, mogoče tudi Trump je že upoštevan, ne, te više tarife nekako dvigujejo inflacijo, ne, in vemo, kakšni so cilji centralne banke, in so nekako komunicirali, da gre lahko pričakovati naslednje leto nekako obrestno mero celo nekje tukaj v tem rangu oziroma samo 2 spusta. No. Tako da to je preprašalo trge, predvsem te delnice, ki so res visoko vrednotene, manjše, ki rabijo to nižjo obrestno mero. No. Pri večjih ni bilo toliko težav, ampak ja, so bili kar veliki premiki včeraj na trgu. No. A so presenetili te premiki, Tilen? So bili pretirani? Niti niso bili tako presenečeni za mene, naprimer, ko sem dejansko se že videl, da bo prišlo do nekega switcha iz risk assete v malo bolj defenzivno že kak mesec prej, no, če smo spremljali dejansko bond yielde, naprimer, ne so šli na 4,5 že dejansko v trendu bliže kar par tednov prej, ne, se pravi, ta smart money se je selil iz bolj tveganih v malo bolj varne naložbe. To je tudi posledica tega, ker je pač bil ta pričakovan spust že nekaj časa, več kot 90%, da to ni bilo presenečenje za trge. Ne. Bi dodal sogovornikom še, kar se strinjam z njimi, z izjavami, seveda, bolj to, da nam je dal nek uvid, kako je delniški trg oziroma kapitalski trg trenutno kar ranljiv. Ne. V bistvu smo šli v enem dnevu iz tistega, ko so pač ljudje po ulicah skakali, kupovali neke fartcoine, naslednji dan pa dejansko kar precejšen, bom rekel, pad na vseh, bom rekel, risk assetih. Ne. Se pravi, ta ranljivost zaradi enega govora, zaradi enega, bom rekel, hawkish momenta, kot ga Američani pač imenujejo, ne, za neko prihodno napovedovanje, ker pač interest rate je leading indikator vse, ne, se pravi, to je eden najpomembnejših leading indikatorjev za pričakovanje kapitalskih trgov v naslednjih 6 mesecih, poleg delniških indeksov pa bondov. Da nek jasen znak, kaj Fed pričakuje, ne, da se bo s tem zgodil. Ne. In pač tukaj mora biti vlagatelji pripravljeni, da pač nas čaka eno malo bolj zahtevno obdobje, kot je bilo zdaj. Inflacija očitno ne bo kar sama od sebe poniknila na 2%, tako si je Fed zamislil. Mogoče je 2,5 nova normala, sami so tudi dvignili neke targete. In zdaj gremo v eno obdobje vseeno v precej boljši kondiciji, kot smo bili od začetka lanskega leta. Ne. Marja, jaz se spomnim, ko smo mi imela ta pogovor lansko leto, ne, so bile obrestne mere, smo štali precej višjih nivojev, inflacija bila na precej višjih nivojih. Trenutno so trgi precej boljši kondiciji, tudi podatki so v boljši kondiciji, kot so bili. In osebno mislim, da ta korekcija, ki smo pričakovali, je zelo kratke narave. A se lahko vsem večkrat ustavimo pri tem odzivu vlagateljev, ker indeks strahu VIX namreč je poskočil, sicer ni poskočil na tisto raven, ki smo imeli avgusta, ko je bila korekcija zaradi tega, ker je Japonska centralna banka dvigovala ključne obrestne mere, pa vendar poskočil je, hkrati pa tudi na tem indeksu strahu in pohlepa, ki ga izračunava CNN, pa tudi vidimo, da smo vstopili v območje strahu. Kaj se zdaj dogaja z vlagatelji, zdaj ob koncu leta, Barbara? Po moje je to povezano s tem, da smo v bistvu celi čas se zavedamo, da so vrednotenja na delniških trgih povišana, ne, sploh v ZDA. V bistvu je to, bom rekla, ta pohlep krhke narave potem, ne, ker ko se nekaj začne odvijati v drugo smer, kot smo pa sprva pričakovali, pač potem pride do takih naglih reakcij. Zdaj ne moramo mimo tega, da so vrednotenja v ZDA bistveno višja, kot so pa na ostalih regijskih trgih, in seveda tudi ZDA so ravno zaradi tega najbolj občutljiva, pa še koncentracija je tam najvišja, sploh kar se tiče teh, bom rekla, delnic, ki so zaslužna, da so delniški trgi tam, kjer so. Ne? Se govorimo o teh veličastnih 7. Ne? Ja, te veličastni 7, zdaj, če pogledamo ta indeks, je upadel, mislim, da danes za 4%, ampak če gledamo pa posamezne delnice, so bili pa kar upadi precejšnji, recimo Tesla za 8%, potem smo imeli Apple za 2%, dobre 2%, Amazon 4,6%, Google 3,4%. In marsikdo se na tej točki seveda vpraša, a je to zdaj pravi čas za shopping, za nakupe?
David, kaj bi ti rekel vlagateljem, ki lovijo vroče zaslužke? Je čas za shopping? No, težko je, ne, se pravi, če spajo včeraj -3 pa dolar, ne, se pravi -2. Težko je za vsake -2 reči, zdaj pa že, ne, takoj gremo kupati. Veliko lažje je, če imamo, ne vem, vsaj 10% korekcijo, ne, rečemo, ok, zdaj pa je neka priložnost. Na kakšnih delnicah smo imeli, ampak govorim nek indeks, ne, da kupimo. Tako da bo zanimivo spremljati, no, teh zadnja 2 tedna v decembru, no, bomo videli, kaj bodo te nižji prometi prinesli, ali bo še kaj panike, ali se bo kaj razvil, dobimo neko konkretno korekcijo že konc leta, majhen uravnoteženje vseh teh vročega zraka, no, da se majhen ohladijo glave. Videli smo, kakšen je bil let, ne, celotno leto na ameriških borzah, v bistvu enosmeren promet, tista avgustovska korekcija, hitro pozabljena, po Trumpu, hitro je vse letel. Sploh ne vem, ni bilo naložbe, ker ne bi šla nekako gora, ne. Sam gledal si, katera bo šla bolj gora, ne, ker so bilo res težko tudi delati. Rabimo neko ohladitev, malo normalizacije, no. Tako da bi bilo priporočljivo, da bi se zdaj kakšen mesec dobimo malo ohladitve, kakšno korekcijo, recimo 10%, da lahko rečemo vlagateljem, lejte, zdaj smo nekaj so tečaji padali, dajte spet malo investirati, no. Zdaj 2%, tako kot smo včeraj, ali pa 3 rečemo, ne, pa danes gledamo futurese, so tudi že kar gor, težko biti pameten, ne. Zdaj ne lovimo vsake 2%, no. Jaz mislim, da moje mnenje osebno je, da se bo še malo razvilo, no. Da je nekaj za počakati, nekaj spremljati, pa da lahko dobimo še majčkeno nižje tečaje. Ja, ravno danes sem se pogovarjala z enim analitikom, ki tudi pravi, da bodo ljudje januarja unovčevali dobičke, tako da takrat lahko pričakujemo še malo večjo korekcijo. Tilen, ti si trader in si šel v shopping, bo šel v shopping? Danes še ne. Danes sem bil dejansko out of office cel dan, tako da pa par meetingov, tako da ne. V bistvu nisem niti tečaja pogledal razen zjutraj. Mogoče, če dam komentar na tole zadnje vprašanje, se pravi, pogledamo širšo sliko, ne. Mi smo dejansko zdaj v 3. letu nekega cikličnega bull marketa, zadnje 2 leti so izjemne, ponesle so dejansko debele dvomestne številke donosov, mislim, da od 25 do 27% vsako leto. Pričakovati, da bo 3 leta zapored enako, kot je bilo zdaj, se pravi, je malo, bom rekel, malo noro, ne? Ali pa bomo šli v nek bom rekel, nek balon, ne? Se pravi, tle se morajo rasti umiriti, ne glede na to, kak trgi dejansko reagirajo, ne? In se pridružujem mnenju, ne? Za neke večje nakupe, naprimer, ne? Tisti, ko imajo na sideline nek denar, naprimer, za nakupe, vse 10% bi počakal, to je neka normalna korekcija. Tu, če se, ne vem, delniški S&P pogleda indeks, ponavadi je bil tam 9,5, 9,9 je bila korekcija, tudi avgustovska. Tudi en lep support ima dejansko iz teh nivojev, dejansko minus 10%, tam je en lep support. Če bi tisti dosegel, naprimer, bi se splačali v delnice, naprimer, ne. Teda, jaz mislim, da bo še prišel trenutek za nakup, ne, je pa vsak tak shake out, ne, naprimer, en dober pokazatelj, ne, še vedno, ne, ko sem prej omenil, ne. Mi smo še vedno v nekem bull marketu, to zdaj ne pomeni, da je bilo neko spremembo, neko res drastično, pa da gremo nek bear, ne, sigurno ne. Bo primerno še za nakupe tudi to letošnjem letu, ne, sam ni treba hiteti, sploh ne zdaj prazničnih časih, volumni so majhni, zdaj so prazniki, treba se kaj druga podružiti, ne pa sam delniških indeksov gledati. Ok, ampak imamo en znan fenomen, naslednji teden je Božič, imamo namreč Santa Claus Rally. Gledali smo v decembru, kako donosni je bil recimo S&P 500 in dejansko v zadnjih 12 letih je bil 8-krat pač ta december super donosen, 4-krat smo imeli rdečo barven december, tako da tudi podobna situacija na DAX-u, recimo Evropa je bila tudi relativno, govorimo o Santa Claus Rallyju, se pravi, to se začne tam enkrat sred novembra, pa konča tam enkrat, ne vem, sred januarja se mi zdi, no. Kaj si pa mislite o teh, recimo, teh fenomenih, ki so si jih izmislili borzniki, kot je recimo Santa Claus Rally? Barbara, povej, no. Veš, kaj se meni zdi? Meni se zdi, da kolikor hitro začnemo mi govoriti o nekih vzorcih, ne, in mi pričakujemo pač po ta Santa Claus Rally, ko se v zadnjem mesecu leta dogaja, se mi zdi, da se potem te rally začnejo premikati, ne vem, iz decembra v november, potem iz novembra v oktober, oziroma pač vsi hitimo nekako vnaprej in pa se človek vpraša, če v bistvu sploh to še vzorc, ne.
Zdaj v bistvu tudi letošnje leto smo začeli precej bolj zgodaj zaradi Trumpa po volitvah, ne? Tako da, ne vem, no, jaz osebno na te vzorce ne polagam, bom rekla, prevelike pozornosti, no. Zdaj smo že večkrat Trumpa omenili, ne? Zdaj imeli smo ta Trump trade, trgi so res fantastično rastli, videli smo praktično rasti na vseh možnih trgih, pa me zanima, tudi recimo Powell je včeraj že namignil, da, tudi ti si mislim, da Barbara rekla, da se že nekako da nekako razmišljajo o tem, kakšna bo njihova politika. Pa dajmo mogoče malo pokomentirati Donalda Trumpa in vpliv na kapitalske trge. Mogoče lahko tudi pogledamo, kako je bilo v prejšnjem mandatu. Veš kako, mi gledamo Trumpa, v bistvu vse te njegove predvolilne obljube na dva dela, ne. Deregulacija pa nižji davki so definitivno pozitivni in za gospodarstvo in za rast dobičkov, ne. Na drugi strani imamo pa omejitvene dejavnike, carine, potem imigracije, omejitev imigracije, to bo pa v bistvu pritisk na posledično na cene, na inflacijo in pa potem pritisk seveda na obrestne mere, ne. In tudi tu se mi zdi, Powell sicer tega ni neposredno omenjal, ne, ampak jaz mislim, da ta previdnost, se pravi, to znižanje iz 4 znižanj na predvidena 2, je raven po moje povezano s tem, da se bojijo, da bi spet inflacija dobila zagon, ne. Ker zdajle v zadnjem času smo videli, da je ta deflacijski proces malo zastal, in lahko se zgodi, no, še posebej, če gremo potem zdaj bolj pozitivno naprej, ker mi vseeno ocenjujemo, da bo neto efekt deregulacije pa nižjih davkov napram carinam pa znižanju imigracije, da bo pozitiven, ne, da bo rast v ZDA naprej se nadaljevala, ne. Tako da v bistvu je ZDA uspel neke vrste mehki pristanek, ne. Kaj pa vidim, mislite, David? Tilan, kaj pa gledaš? Ne, to imam jaz. A to imaš ti, Barbara? GDP za zadnji kvartal, ne, za tretji kvartal je zdaj. Tretji kvartal je, ja. Ta zadnja številka, ne. 2,1. Ja, v bistvu po pričakovanjih. Po pričakovanjih. A ni bilo 2,8 pričakovano? Ne, meni piše survey 2,1. Ne, drugače za tarife, ne, pa vpliv, ne, na inflacijo v Ameriki, jaz sem kar prebral, v bistvu, kar se je dal, no, v teh večjih finančnih inštitucij, no, kar so dali ven. Dejansko je vpliv na inflacijo, pač tarife vemo, kaj še ne, se pravi, inflacijo zvišajo, ne, na GDP pa nekako negativno vplivajo, ne. Tako da bomo videli, no, kako bo Trump se lotil. Lahko da je bilo to malo predvolilne retorike, pa teh tarif oziroma carin ne bo toliko, ne, pa bojo samo nižji davki, pa deregulacija, ne, to bi bilo nekako optimalen scenarij. Dejstvo je pa, da Trump pač ni ta tipičen republikanc, ne, in če smo pogledali prvo leto njegovega prejšnjega mandata, ne, so delniški trgi kar lepo pridobili, no. Tudi zdaj nekako smo že štartali po neki tej trajekciji in bomo videli, no. Dejstvo je, da Trump prenaša nek ta grid na trg, nek pohlepa, ne, in bo delal v tej smeri, no. Tako da Trump načeloma za delniške trge je po mojem mnenju pač pozitiven, no. Ja, lahko sem, v bistvu je zanimivo, da recimo tudi v prvem mandatu oni hotel iz 35 davke znižati na dobiček, ne, na 15, pa mu v bistvu to ni uspelo, ne, in tudi zdaj je recimo on je omejen z proračunskim primanjkljajem, on je omejen z dolgom, sicer ima večino in v senatu, se pravi v kongresu in v zgornjem in spodnjem domu, ampak ni nujno, da mu bojo vse politike, ki si jih je zastavil, tudi dejansko uspele na ta način, ne. Se pa strinjam, tako je rekel David, verjetno bo te carine tudi bolj kot ne uporabljal kot sredstvo prisile. Zato, da sploh, kar se tiče Kitajske, kar je pa spet lahko pozitivno, ker lahko s tem poveča
ameriški neto izvoz, ne, kar je spet pozitivno potem za BDP. Torej, pravljica se bo očitno nadaljevala še naprej na ameriškem trgu delniškem. Mogoče, Tilen, vsem bi se pa tukaj dotaknila tudi kriptotrga, deglobalizacija, deregulacija, konec koncev so bile to prve kriptovolitve, če lahko temu rečem. Včeraj je Pavel zelo lepo povedal, kar je v bistvu Trump tudi konec koncev napovedoval in to je sprožilo res nek še ekstra bull run na kriptotrgu, državne rezerve v Bitcoinu, rekel je Pavel včeraj, no go. Ne bo to šlo tako, kot si je Trump predstavljal. Pa mogoče če lahko še malo kriptotrg pokomentiramo. Sam je njegova izjava bila v smeri tega, da zakon tega trenutno ne dovoljuje. Ne? Če sem pravilno poslušal. Točno tako. To se lahko spremeni, ker pač tudi malo navezano na prejšnjo vprašanje. Ne? Trump precej ostro retoriko ima v svojih predvolilnih kampanjah, ne vprašanje, koliko tega bo res uresničenega v njegovem mandatu. Ne? Vprašanje, če res vse, ne, in to je tudi ena taka največja neznanka za delniške trge pa za vlagatelje, ne. Kaj od tega se bo resničilo, pa kaj od tega lahko trg pričakuje, zato tudi po moje Fed noče tukaj res z nekimi dodatnimi spuščanjami, ker še sam ne ve dejansko, kako bo te tarife vplivali na samo inflacijo, in zato tudi target v drugi polovici leta je šele dejansko neko povišanje inflacije glede teh tarif, ne, ker se bo pač domači izdelki dvignali na posledično, tako da tukaj bi bil malo previden, no, in je Trump ena taka največja neznanka. Ne. Na eni strani je lahko ful dobrega naredi, da pač malo, bom rekel, res te geopolitične težnje malo umirine, ker so pač demokrati res bolj nageni k vojnam kot republikanci. Ne. Na drugi strani pa statistično, naprimer, republikanci niso tako donosni kot demokrati. Ne. Naprimer, njegov mandat Trumpov ni bil tako donosen kot Obame, naprimer. Ne. Teda zdaj pač igrati na karto, da pač Trump bo res ful dober za delniške trge, ne bi čisto igral na to vlogo, ne. Ker smo imeli obdobja, ko dejansko so pač demokrati res precej boljši naredili. Kar se tiče kripta, naprimer, ne, seveda največji faktor, mislim, da sem to tudi parkrat že napisal v svojih prispevkih, je pač res, če bi se ta dvig inflacije res zgodil nad 3, nad 4%, če bi bil res nenadzorovan dvig nazaj, ne, ker pa bi Fed mogel ukrepati dejansko, tukaj bi zategoval pas, in bi pač valjda risk asseti najbolj nastradani, pač kripto je vse neki risk asset, ki bi ga pač vlagatelji najbolj prodali. Trenutno pač gre na roko kripto, predvsem to, da živimo v gospodarstvu, ki imamo res rekel, agresivno fiskalno politiko, zapravljena res nenormalno velika količina denarja po svetu, poleg tega pač tudi monetarna politika zdaj dejansko bo odigrala pozitivno vlogo kakorkoli na kapitalske trge in dve take politike skupaj ustvarjata neko playground za vse, za risk asset v zadju. Tako da s kripto mislim, da še ni rekel zadnje in te sell-offi, naprimer, zdaj so sam nek moment v nekem trendu in da še nismo videli tam vrha. Ne. Da še nismo videli vrha na kripto, se pravi, kje pa ti vidiš vrh na kripto, recimo pri Bitcoinu? Zdaj se malo nazaj spomnim onega najnega pogovora januarja, ko si me vprašal, Tilen, da mi ne pove, ali bo letos Bitcoin all-time high, in sem pač ti rekel, ja, bo, Marja, zato ker pač je bil letos tak res lepo postavljen scenarij tega in se je to dejansko dalo zelo lepo predvideti. Ne. Moj target je bil dejansko malo pod 100, ne, takrat, ko sem ga začrtal v januarju. Zdaj trenutno, ko imamo trenutno ceno 102, naprimer, jaz vidim predvsej likvidnosti tja proti 110, ponovadi te likvidnosti pobirajo te večji playerji, do tja me ne skrbi. Nekako psihološka meja je bila neka 120, ampak ne glede na to, kak je dejansko cena tle ne igra vloge. Ne. Osebno mislim, da je tle drugi zdaj krog, ki ga mi že gledamo 4 cikle zapored, ne. Se pravi, vemo, kak se denar obrača v kripto, se pravi, najprej grejo pač vse v Bitcoin, potem gre v altcoine in ta sekundarni ciklični market, bom rekel, prelivanja denarja iz Bitcoina v altcoine še ni v polnem teku. Ne. Če spet iz zgodovine se učimo, pa rečemo, da bo pač četrti cikl enako, kot so bili zadnji 3, ne, potem še nismo videli dejansko vrhovne. Se pa navezujem na prejšnjo mnenje, tudi ko je pač Barbara tudi omenila, če vsi pričakujemo isto, ne, se lahko tudi kaj druga zgodi. Ne. Teda tle bi vseeno, pač jaz to zelo tradersko gledam, moj denar ni vezan na neke sklade, da bi imel omejene naložbene politike in jaz pač to res lahko selim iz asseta v asset, kjer pač vidim priložnosti in pač, ker bom videl, da se bo delo top na kripto ali pa top na kjerkoli drugih assetih, ga pač lahko manjko minutki spremenim in gremo v neke druge zadeve. Ne. Ampak trenutno jaz ne vidim nobene spremembe v politiki in pa v
pričakovanjih, ki smo celo leto do zdaj videli za naslednje mesece. Za naslednje mesece, ampak leto je dolgo, 2025, pa vseeno mogoče, omenjali smo že te vojne, republikanci niso naklonjeni vojnam, tudi sam Trump je večkrat izrazil pač nekako željo, da bi rad zaključil vse te vojne, ki se trenutno odvijajo. Pohlep na trgu je prisoten oziroma Trump je tisti, ki nekako izzove pohlep pri investitorjih, ampak vseeno vidimo, da pač so neka tveganja. Katera tveganja recimo bi vi izpostavili kot potencialno največjo grožnjo za naše portfelje v letu 2025? Mogoče ne vem, ko sem že zglih končal. Jaz mogoče sem delal preveliko težnjo o tej geopolitiki v letošnjem letu, se pravi, mene dejansko res skrbel, kaj bo te vojne po svetu prinesle. Sem imel občutek, da bi lahko bilo dejansko več negativnega efekta prilitega na trg, ampak na koncu, če pogledamo, imamo 3 res take, dva major žarišča blizu Evrope, naprimer, pa ko pogledamo delniški indeks, pač praktično trgi grejo po svoje. Vsi trgi so na all-time high, tudi nemški indeks, ko dejansko epicenter vsega, tudi industrije in vsega. GDP je v negativni, pa pač indeks je na maksimumu, ameriški indeks je na maksimumu. Še bolj bizarno je, da naprimer izraelski indeks na maksimumu. Se pravi, ne glede na to, kaj se tam dogaja, ne glede na to, da so vojne, ne glede na to, da se streljajo, rakete letijo, pač indeksi dejansko očitno kapitala je dosti na trgu, likvidnost je dosti na trgu, grida je izjemno in indeksi grejo svojo pot. In ta geopolitika dejansko je še vedno v nekem nadzorovanjem, momentu. Dokler se Rusi pa Američani pogovarjajo, kdaj bo kjer streljal na koga, pa da bo spuščali balistične rakete, jaz mislim, da ni tveganja. Ko se bo oni nehali komunicirati med sabo, pa ko bo to postal bolj nepredvidljiv dogodek, potem imamo probleme. Teda, če se navežem na Bližnji vzhod, naprimer, mene ne skrbi, dokler naprimer, ne bojo zapirali na Sueza, pa napadali tankarje z kakšnimi večjimi raketami, naprimer, dokler to samo obstreljujejo z nekimi manjšimi zadevami, pa da vse to pod nadzorom, naprimer, jaz ne vidim problema, ker je tudi surovinski trg jasno nakazal. Teda, tukaj bi mogoče te transportne poti omenil, naprimer, za globalne trge, od trgovine do surovine, to so poti, ki bi naprimer lahko prenašali neke tveganja, do takrat pa tega ni. Tudi, naprimer, če se navežem čisto na konkretno zadevo, pa surovinski trg mogoče, imamo vojno v Rusiji, v Ukrajini, med Rusijo in Ukrajino, glavni plinovod gre čez Ukrajino, ni bil napaden v zadnjih 2 letih, niti se ga dotaknili niso. Normalno plin teče v Evropo. Se pravi, to so vse še vedno nadzorovani dogodki v nenadzorovanih slučajih, tako rekel, v večjih zgodbah, ampak major zadeve se ne poškodujejo, in to nam da nek jasen znak, da pač so nemiri, ampak so nekako vedno še kot nadzorovani. Zdaj, če res Trump uspe to si nekaj pogovoriti, pa da dobimo neko res jasnejšo sliko, kaj se bo v Evropi dogajalo, naprimer tudi Evropo mogoče boljši časi čakajo, medtem pa bi bil za Evropo za drugo leto še vedno mal na strani, prav zaradi tega, ker izdatki se bojo povečali, defense industry bo rastel v Evropi, to je pač panoga, ki se tam dejansko ne ustvarja dodane vrednosti, razen zaposlenosti, vse ostalo gre dejansko v celotni strošek, tukaj se ne bo ustvarjal GDP. In tukaj mogoče tako, kar se tiče trgov opredeljenih, je tu treba iskati take, ki bojo manj odvisni od kakšnih geopolitičnih zadev, ampak jaz mislim, da geopolitika ne igra več vloge. Bi pa bil previden za inflacijo, naprimer, ker tukaj se pa lahko zgodijo major change centralnih bank. To pa je tisto, kar dejansko zaustavi ta grid na trgih. Ja, dejansko smo res se zelo veliko pogovarjali o geopolitiki kot o res nekem tveganju, ki lahko nekako sesuje borzne tečaje. Ampak ja, kot vidimo, sej ni bilo nekih dramatičnih premikov, tudi konec koncev. Z vojno v Siriji smo videli, da se praktično nič ni zgodilo na trgih, potem Gaza, Ukrajina, to še zmer, Rusija, bombe padajo. Skratka, kako pa vidva gledata na geopolitiko in na vpliv vojne na in drugih geopolitičnih? Mi smo za to geopolitiko naredili. Ja. Zbrali smo vse te dogodke v celi zgodovini. Pa mislim, da jih je bilo 91% priložnost za nakup. Tako da geopolitični dogodki so v bistvu priložnost za nakup. Dokler res ni tega nekega večjega spopada med Ameriko in mogoče Kitajsko ali pa celo Rusijo, mislim, da so to priložnosti za nakup.
Tako da geopolitiko, ja, ob strani sigurno spremljamo, takrat je mečkam volatilnosti prenese na trge, ampak je kratkega daha. No. Tako da ni teh večjih dogodkov, ki bi res vplivali. No. So bolj priložnost za nakup. Tako da moja tveganja za naslednje leto, Trump sigurno prenaša določeno volatilnost. Že zdaj, no, recimo, ali pa že napovedi, ali pa konkreten en primer, če se dotaknemo, tele ameriške zavarovalnice, United Health, no, ki je bil v bistvu umor, se je špekuliralo samo, ali bo Trump se kaj lotil zdaj zavarovalnic ali ne. In se cena te največje je šla iz 600 na 500. Samo zaradi tega, ali bo Trump rekel, ja, pa res te zavarovalnice imajo previsoke dobičke, dajmo pogledati, kaj se dogaja. Ne? In to je že bil moment, ker Trump lahko vpliva dejansko na 3-4 firme. In takih dogodkov jaz pričakujem, da jih bo še kar nekaj v prihodnosti. Zdaj, težko pa oceniti, na koga se bo spravil. Špekuliral se je, da bo kakšno podjetje iz IT-a probal mečken ali razbiti, ali regulirati, ali karkoli. Pa vidimo, da zdaj hitro vsi vplačujejo za inauguracijo zneske. Tako da, kako se bojo tam spogajali, koga se bo lotil. To je zdaj ta špekulacija, ker dejansko lahko določeno delanco, tudi te velike, ne govorimo o nekih firmah, ki so par milijard, ampak so bistveno večje, potopi za 20-30%. To so pa že kar veliki premiki. In to so ena tveganja, ki jih je treba upoštevati, odreagirati in jih spremljati. Potem pa zame kar visoko tveganje je, koliko časa lahko Nvidia še v bistvu performa s takimi rezultati. Vemo, da ima veliko vpliv na trg, kapitalizacija je velika. Zaenkrat sicer rezultati v naslednjih 6 mesecih bojo po mojem mnenju dobri, ampak kdaj bo trg začel gledati naprej za ta capex cikl, ki se dogaja v panogi. In Nvidia, če gre dol z ene točke, 20-30%, bo to trg kar premaknila. To so neka taka tveganja, ki jih jaz trenutno vidim, so pa seveda še kakšna druga, ki jih ne vidimo. Mogoče ti kakšnega dodaš, Barbara. Pozabila na trgovinsko vojno. Jaz pa vidim tudi precej veliko tveganje sploh za ameriškega potrošnika, ker v bistvu se bo Trump začel zelo napadati Kitajsko, Kitajska mu ne bo ostala dolžna in bo prišlo do protiukrepov. Glavno breme vseh teh spopadov bo pa nosil ameriški potrošnik. In verjetno v enem trenutku se lahko zgodi, da kljub močnemu trgu dela, kljub nekih prihrankov, ki jih še ima, da se bo začel precej, bom rekla, zadržano obnašati pri potrošnji. Določeni deli potrošnje že malo trpijo, tako da to je tudi ena pretnja za ameriško gospodarstvo, recimo lahko. Se pravi, če vzamemo poleg, kaj praviš, David? Če smem dodati, ameriški potrošnik, jaz ga tudi zelo dobro spremljam z v bistvu, koliko sredstev ima teh nekih presežnih sredstev. Neka stopna varčevanja je, ki jo imajo ti potrošniki, potem so s COVID-om dobili, mislim, da 2,5 bilijona nekih dodatnih, presežnih sredstev na računih, to govorim v depozitih, v kešu, v denarnih skladih. In ta številka se je špekulirala na začetku letošnjega leta, da bo v bistvu teh presežnih sredstev nekako zmanjkalo do konca leta. Ampak dejansko, kaj se je zgodilo, v bistvu je v boljši kondiciji, kot so vsi napovedovali, ameriškemu potrošniku še zdaj. Še zdaj ima v bistvu 1,5 bilijona teh presežnih sredstev, kar pomeni, da ima nek excess cash, ki ga porablja. Tudi videli smo Cyber Monday pa Black Friday, številke zelo dobre. Tako da ameriški potrošnik, po mojem mnenju, je v bistvu na boljši kondiciji, kot se je mislilo na začetku leta in ostaja v nekako močni kondiciji tudi zaradi nekega wealth efekta zdaj v trenutnem zaradi delniških trgov. Ja, to se pa seveda lahko spremenilo. Delniški trgi padajo, lahko više cene s carinami vpliva na njega, se potrošnja zmanjša oziroma gre cena gor in se mu razpoložljiv dohodek zmanjša. Ampak zaenkrat bo ta potrošnik, vsaj kar kaže zdaj mislim, te številke je, da bo vsaj še pol leta v tej dobri kondiciji, da ima nek presežek v bistvu denarja, da mu še nič izmanjkalo tega denarja presežnega, govorim tako, da ga malo imaš, pa ga lahko se malo igraš, daš v kripto ali pač karkoli kupaš. In je ameriški potrošnik, po moji kalkulaciji, je v dobri kondiciji in bo pač še nekaj časa v dobri kondiciji. Ja, se pa to spremeni, ampak
nekaj časa bo vse trajalo, ni to, da se zgodi v enem tednu, ne v enem mesecu, ampak tako pol leta, da imamo 2 kvartala, recimo, da se vidi, da se zadeve slabšajo. No. Se pravi, poleg geopolitičnih tveganj smo rekli povišana inflacija, potem smo rekli povišana volatilnost, naslednje leto lahko pričakujemo povišano volatilnost. Nekateri analitiki celo pravijo, da bomo težko ponovili rezultate letošnjega leta, da bodo bistveno nižji, da ne bomo imeli takšne rasti. Konec koncev, če pogledamo sam te veličastnih 7, samo v letošnjem letu, to so res nore donosnosti. Nvidia 160%, Tesla 77, Meta 68%, Amazon 45%, mislim, to so nore številke in dejansko veličastnih 7 so bili vlečni konj, recimo S&P-ja, Nasdaka, a ne, ti si, David, lepo povedal, a bo Nvidia nadaljevala s svojim performansom v letu 2025, kaj lahko Nvidia ustavi, pa dajmo mogoče se vseeno staviti pri temu AI balonu in pa pri teh veličastnih 7, kaj lahko pričakujemo tukaj v naslednjem letu? Bomo še deležni takih lepih dvomestnih ali pa celo tromestnih rasti? Po mojem mnenju ne. V bistvu so prej teh veličastnih 7 so tudi izstopali zaradi tega, ker v bistvu je bila njihova rast dobičkov nadpovprečno visoka v primerjavi z ostalimi, ne. Zdaj pa se kaže, da se bo ta rast dobičkov upočasnila in v bistvu bo ta gap med njihovo dobičkonosnostjo pa med dobičkonosnostjo, rečemo, preostalega trga, se bo zmanjšal. In temu ustrezno se bo verjetno prilagodila tudi nadvlada teh delnic. Ne bojo več tako donosne, kot so bile. Je pa tu še ena druga stvar, da v bistvu investicije v umetno inteligenco se pa bodo nadaljevale. Še vedno kaže, da smo mi nekje, zdaj kaj 2 leti je od tega, kaj imamo ChatGPT, smo nekje na začetku tega cikla, ta cikl se bo nadaljeval ne samo s hardverom, s softverom, z storitvami, tako da do neke monetizacije zagotovo bo prišlo, tako da biti proti tem delnicam v tem trenutku nima nekega smisla. Zagotovo moramo pa pričakovanja precej prilagoditi, kar se tiče donosov. Pa vidva. David, a pa Tilen. Ja, oprosti, David. Jaz si bi pridružal, vedno je v teh ciklih imamo eno in isto zgodbo dejansko. Najprej zasleduješ neko res zgodbo, neko manijo, ime, te AI je bil vse posod pojavljen. Vsi so kako fajn, ne glede na kako vrednotenje, to sploh ni bilo pomembno. To je pač tista prva faza, ko pač kupiš zato, ker je pač zanimivo, pa zato, ker je in. Zdaj pa se bojo vedno bolj vlagatelji dejansko posvečali kazalcem in tako je tudi Barbara povedala, vedno bolj bojo igrali ta pričakovani dobički in pa realni dobički vlogo in tukaj zdaj prihajamo ta drugi cikl, ko bo ta vrednotenja igrala vedno večjo vlogo. Če bojo pač podjetja performala in bo pač vlagatelji kupovali same zgodbe pa pričakovanja, pa dejansko ne bo več tako pokupljena, kot so bila v preteklosti. Teda stopnje se bojo znižale, mislim pa, da ni se končal rast tega sektorja, nedvomno ne. Tudi same investicije, ki se stekajo v ta sektor, so res enormne. In veliki playerji ne vlagajo z neko čisto zgodbo, pa z nekim planom take ogromne številke, da ne bi imeli podkrepljenih nekih bolj močnih tržnih analiz pa pričakovanj, kaj bojo z tega sektora naredili čez 3 ali pa 5 ali pa 10 let. Teda pričakujem en napredek, ampak ja, z zmanjšano stopnjo rasti. Kaj to pomeni enomestna rast? Ne, še vedno dvomestna, ampak ne debele 2-mestne številke, ki so bile zdaj. Kaj pa pomeni dvomestna, se pravi kaj, 20%? 15%. Nekje, kar sem zasledil, zdaj pač kar se tudi piše nekje med 11 pa 16%, nekje 15%, ja, mogoče. To je neko, se vedno lahko, ker je velik preseneti, ne. Mogoče bo tudi celo kak majhen player prišel, pa bo mal disrupto trg s kakšno novo noviteto, tudi to mogoče ni za izključiti, ne. Velik teh AI playerjev sploh ni na borzah, naprimer, ne, pa jih bo mogoče, kjer te velike pokupo. Ampak te velike pa mislim, da bojo tam do 20, naprimer, že kar precej na te številke, ki jih imajo. David, kaj pa ti misliš?
Ja, za ameriški trg moraš spremljati teh Max 7, mogoče zdaj še kakšen dodal, vse glih v prejšnjem tednu. No. To definira, kam se trg premika. Dejstvo je, da so te firme v povprečju letos podvojile svoje prihodke. Sprav, dobiček na delnico od teh firm je šel krat 2 letos. Toliko so dobro delale. Vrednotenja so bila v bistvu cel let tam v povprečju teh firm, okrog 40, cel let isto. Indeksa, če pogledamo indeks teh firm, je pa naredil, koliko se že nekako menila, kar velika. Po moje, skoraj 100% je naredil indeks. Kateri indeks? Magnificent 7, ne manj. Ja. Z 25, ne vem, imaš indeks na Bloombergu, mislim, da še z 15 na 25, ni bih 100%. Tako da ja, firme so v bistvu stale isto vrednotenje, dobički so se ful povečali. Zdaj pa treba pogledati posamezno firmo, kaj so to sploh za ena podjetja. To jaz jim pravim globalni monopoli. To niso ameriške firme, to so globalni monopoli, ki v bistvu nimajo konkurence. Skoraj nobena, ali pa Tesla, drugi pa v bistvu nimajo nekaj konkurence. Bo te firme še naprej performale s tako stopno, jaz tudi mislim, da ne, kot sta oba omenila, mislim, da bojo stopne rasti nižje. Zdaj pa koliko nižje, jaz bi bil zadovoljen, če smo na koncu naslednjega leta 10% višji od teh tečajev, bi bili, mislim, da vsi super zadovoljni, na Magnificent 7 indeksu, ali bo kaj več, bilo presenečenje. Mislim, da je, če bo do neka korekcija prišla, ali pa da je padac, da je indeks, oziroma da sta podjetja zakupati. Jaz ne vidim neke bojazni pri Meti, ne vidim pri Microsoftu, Microsoft je v bistvu posod, cene se nekako dvigujejo z inflacijo, kakšne konkurence, ne vidim, pa Apple podobno, Netflix me sprašuje, če sem zadovoljen s ceno, ki jo plačujem na televiziji, tako da anketa, tako da mislim, da lahko dvignejo cene, da je teh 50 evrov kar malo že, tako da se mi zdi tudi zanimiv. Tesla, ne vem, zdaj z maskam pa desna roka, a so vsa vrata odprta, a bo kar po celi Ameriki samo vzeči avti se vozila, ne vem, je vse mogoče, ali pa ne. Koga imamo še, Amazon tudi nekaj, v bistvu konkurenca je, ampak nekako pride, pa proba, pa jim ne rata, vidim po Evropi, vidim druge, tudi ni neke konkurence. Apple, ja, tle bi bila možna konkurenca iz Kitajske, pa oni ne pustijo, da bi se razvila, tako da je tudi v bistvu ni. Tako da ja, te globalni monopoli, jaz mislim, da bojo performali, a so zdaj pač dragi ali ne. Jaz mislim, da če bo korekcija, da so zakupati, ampak da bojo te delnice, ta podjetja rasla naprej, presežne denarne tokove imajo, entry point, da narediš neko podjetje, ki je konkurenčno njim. Danes narediš neko podjetje, da bi delali telefone. To je nemogoče. Mislim, to rabiš, ne vem, koliko kapitala sploh. Pač itak so dobavne te verige vseh delov že toliko kompleksne. Mislim, da ne moreš več začeti delati telefona. Windowsov ne moreš začeti delati, ni šansa. Tako da jaz mislim, da ta podjetja bojo performala, sam ta stopna se bo pa po mojem umirila tudi naslednji let. Jaz pričakujem, če bi bilo 10 indeks, da bi naredil ta podjetja v povprečju nekaj 10%, da bi bilo to vsi že kar zadovoljni. In vidim je pa malo vprašanje, a se bo ta cikl investicij v AI nehal, pa bo Nvidia zaradi tega malo trpela, pa kakšna konkurenca je tle mogoče ali ni. Zaenkrat ne, ampak lahko pa pride. Tle se mi zdi še najbolj tako vprašanje, pri Nvidii naslednje leto, drugače pa. Na zadnje, ko smo se pogovarjali, si omenjal Broadcom, ki naj bi najavil nek nov čip in napovedal tudi neke relativno ok rezultate in je v bistvu valuacija neverjetno poskočila. Mislim, da si rekel za 200 milijard in da vse skupaj bila tržna kapitalizacija čez 1000 milijard dolarjev. Recimo, to so tudi ene take zanimive zgodbe. Ja, polno enih v bistvu v IT-ju je skozi nekaj novega. Letos smo imeli tudi leto tega Palantirja, pa ta SoundHound se pojavlja, ki je v bistvu AI zvoka, lahko nadomesti vse te calling centre, v bistvu v globalnem nivoju, ima še neč, nima. Polno nekih podjetij je, v IT-ju gledam recimo skozi sklad ali pa kaj se dogaja, vsak let je kaj novega, kje pa je bila Nvidia 10 let, ali pa polno enih podjetij. Tako da tle so vedno so spremembe, vedno prihajajo nova podjetja, kakšne umirajo, Intla noben več niti ne pozna, pa še kakšne druge najdemo, ki jih v bistvu ni več. Tako da tle bojo razmere take bojo ostale. Razen te velike so po mojem nedotakljivi. Težko je bo kdo ta monopol razbil. Bojo pa neka nova pa sigurno nastala. Zdaj, komu bojo odvzela nek prihodek,
je vprašanje, dejstvo je, da nek prihodek je fiksen, vsak si mora razporediti delček, če eno vzame, pa za enega ni. Ampak ja, treba je pa biti agilen, spremljati te nove trende. Tudi, ker se je v zadnje 2 meseca, se niti nisem toliko spremljal, ampak nek kvantni računalnik se je kar nekako pojavil. Po enih podjetjih je šlo krat 10 bar, sicer večkih. Pa je še Google prišel ven z novim čipom. Tako da ja, to je ongoing story, ki se bo nadaljeval tudi naslednje let. Treba je spremljati in probati zajahati kakšen trend ali pa najti kakšno podjetje, ki bo večje v prihodnosti. No, ta trend obstaja že kar nekaj časa in se ga že kar dolg časa jaha, ampak gremo poiskati nek nov trend, mogoče. Zdaj, pred kratkim sem se z nekom pogovarjala, ki je izpostavil, da znajo biti zelo donosne tudi mala in srednja velika podjetja, ravno zaradi teh davčnih spodbud, ki naj Trump v bistvu prenesel. Kaj se pa o tem mislite? Ali pa podjetja z manjšo tržno kapitalizacijo? Ja, v bistvu, glih deregulacija, pa predvsem nižje obrestne mere. To je lahko zelo katalist za ta podjetja. Sicer mala podjetja v ZDA so v bistvu primerjavi z ostalimi malimi podjetji pod drugod manj regulirana, tako da oni ne čutijo takega bom rekla, pritiska. Ja, zagotovo je to lahko pozitivno za mala podjetja, predvsem kar se tiče davkov pa deregulacije. Tilan? Osebno za drugo leto, naprimer za 2025, imam bolj preferred large caps over small caps. Prav zaradi teh cikličnih dejavnikov, ki sem jih prej naštel, se pravi, pač manjša podjetja ima več obeto. Če bo šlo kaj narobe, bo šlo tam dejansko bolj narobe, kot pri large capih, in glede na to, da pač imamo 2 leti za sabo izjemno donosne, ne bi stavil dejansko na neke manjše zgodbe, zato pač tle zasledujem pač large caps over mid caps ali pa small caps. A lahko mogoče se dotaknemo še mogoče za leto 2025, kako gledate na mogoče defenzivne panoge? Kjer pa je defenzivna panoga po 30% po mojem, ali zdravstvo v mislih, ne? Ja, zdravstvo tlele predvsem, ne? Ja, povej, Barbara, vem, da spremljaš. Zdravstvo je o zdravstvu, kdo bo tebe ljubil, ne? V bistvu mi smo zdaj, se pravi zdravstvo, zadnji 2 leti precej na repu in kar se tiče donosnosti in priljubljenosti, dobro, v ospredju so bile pač te IT teme, ki so bile bistveno bolj donosne. Razlog je pa malo tudi v tem, da v bistvu ni bil toliko naraden investitorjev, zaradi tega, ker smo imeli tudi precej popravkov napovedi, kar se tiče dobičkov navzdol. Malo je bil razlog ohlajanje Kitajske, potem visoka obrestna mera, ki je bila veter prsa biotehnologiji, pa posledično tudi so bile pod udarom te življenjske znanosti, pa seveda ta fade out pandemije, ko ni bilo več toliko teh pandemičnih diagnostičnih prihodkov in tako naprej. Tako da smo kar precej pod udarom, no, zdaj za nameček z novo administracijo pa prihaja še Robert F. Kennedy, ki je zelo znan anticepilec in tudi takrat recimo je bilo zelo zanimivo, ko se je njegovo ime pojavilo, da bi bil on odgovoren za zdravstvo v ZDA, so popadale delnice Moderne. Mislim, da je šlo to celo za 20-30% dol. Tako da tu se vidi ta ena velika negotovost, ki nas čaka, če bo Robert F. Kennedy potrjen. Dobro, druga taka, bom rekla, zelo zanimiva stvar je bil še ta dr. Oz, ki naj bi skrbel pa za zavarovanja, za Medicare. Prijetno je tudi, da recimo zdaj, ko je Trump zaupal, se pravi zniževanje stroškov administracije, da bojo posegli mogoče v zdravstveno zavarovanja, spet ena negativna konotacija, tako da v bistvu, če tako pogledam znotraj, mogoče edino lahko najdem nekaj pozitivnega v medicinski tehnologiji pa v medicinski opremi, ki je mogoče malo z teh deregulacij pa davkov malo
izuzeta, no, ne čisto vsem, ampak mogoče najmanj prizadeta s tem, tako da tu je tudi dost investicij, recimo pulzna ablacija je zdaj zelo en tak trend, tako da tu se bo še verjetno dosti razvijalo pa prevzemalo. Je kar nekaj izzivov, no. Vrednotenja pa tudi moram reči, zdaj, če pogledamo, glede na to, da so tudi EPS-i kar bili pod pritiskom, ne morem reči, da so pa zdaj cene oziroma vrednotenja pa precej nizka, ne. Smo nekje na nekih dolgoročnih povprečjih ob visoki negotovosti, ne. David, a še ti mogoče tukaj predstavo, glede na to, da si omenjal znan umor šefa United Health. Ja, sej v bistvu ne veš točno, kaj se bo razvil iz tega. Ne. Če se Trump loti zavarovalnic, vemo, kakšen je ten sistem, kam grejo dobički. Saj kaj bo naredili slovenski privatni ZZZS za razdeljevanje denarja, ne. Rabiš vse neko inštitucijo. Ne. Pač je pa to seveda tudi mogoče, ne. Kdo bi vedel, ne. Dvom pa, da v državi kot je Amerika, ne, da se bo kaj takega lotili. Lahko jim pa da kakšno regulacijo, kakšen windfall tax, ne vem, bomo videli, ne. Vse je mogoče, ne. Cene so se pa kar konkretno znižale, ne. Mislim, da te manjše, minus 40, 30, največja, se pravi 600 na 500, tako, no, so bili kar premiki, no. Drugače pa zdravstvo pač je neka dolgoročna panoga, staviš na staranje prebivalstva, večje izdatke na zahodu, pa na vzhodu pa pač povečevanje izdatkov znotraj GDP-ja, ne. In raste po neki stopni, dokaj stabilna panoga. Zdaj pač ti nične zgodbe, pa kdaj kaj rata, kdaj ne. Letos si imel ta obesity, zdravilo za hujšanje, neki manjši igralci so šli gor kar lepo. Ampak ja, mislim, da se je malo že izpela zgodba. Ampak ja, ta veliki Lili pa Novo Nordisk se bo, po moje, bo to še nek trend pozitiven, ampak zdaj smo v neki fazi konsolidacije, no. Druge nišnih pa niti trenutno ne najdem tudi jaz nič kaj pametnega znotraj healthcare panoge, da bi bila kakšna da bi bilo zelo pozitiven, ne? Ja, tako, no. V bistvu, dobro, mogoče zdaj, če si glih obesity omenil, zdaj mogoče bomo dosti bolj spremljali ta drugi val teh zdravil, ker zdaj so bila zdravila za iniciranje, zdaj pa pridejo oralna zdravila, ne. Ampak tudi tu smo že videli, trg ima zelo visoka pričakovanja in zdaj, če zdravilo glih ne doseže tistega odstotka znižanja telesne teže ob nekih ugodnih stranskih učinkih, v bistvu delnica utrpi kar, mislim, so razočarani in potem delnica posledično utrpi kar precejšnje padce. Tu so kar zdajle bile visoke kazni, no, bom rekla, zelo visoka nihanja, nenavadna za zdravstvo. A lahko skočimo mogoče še na plemenite kovine, Tilan? Kako vidiš plemenite kovine, zlato, srebro, kaj se bo dogajalo v letu 2025? Jaz sem še kar bullish na zlato. Celo leto sem bil, pa dejansko sem še. Pričakujem, da bo cena prek 3000 plus. Prvi trigger, da bi se to lahko ustavil, je, če bo slučajno centralne banke nehale kupovati, kar se dejansko v prejšnjem mesecu ni potrdil, ker je Kitajska spet povečala nakupe. Ima tak res dober moment, je lego cel čas, letošnje leto je bilo izjemno za tako plemenito kovino, dejansko res po mojem najboljših let. Je v nekem lepem trendu in mislim, da se še ni končala tle rast. Teda tle smo še kar long in če pač pride do paca, naprimer je pač res en recommendation buy on dips, ker mislim, da bomo šli kar precej više. Silver je en tak bullish play moj, kar precej sem dejansko, je pa res, da je tukaj malo bolj industrial play, ne, se pravi, ga ne moramo glih smatrati za neko plemenito, ampak je tudi industrial play, ki je pač povezan z GDP-om. Teda tukaj treba malo paziti, ampak je pa tudi eden od redkih assetov, ki ni na all-time high še, ne. Na svetu, pač res ena izmed redkih zadev. Tudi mislim, da se bo pač imel nek trend proti $50 nazaj, zdaj okoli 30. Ta dva, naprimer, še boste dala nekaj svojega, no, dodala. Mogoče sam tok 2600, približno malo čez 2600 je potrebno trenutno odšteti za zlato, za 31,1 grama, medtem ko za srebro, kot si rekel, tam blizu 30 oziroma 29.
Se pravi, ti pa ciljaš na 50 oziroma 3000 za zlato. Gold prek 3000, ja. V roku 5 let proti 5. Medtem ko pa na srebro pa jaz mislim, da 50 bomo enkrat dosegli. Zdaj bo to naslednje leto, verjetno ne, ampak malenkost kasneje. Skratka, rekli smo, da bodo delnice rasle, tam 10-15% v povprečju, zlato bo tudi 15% gor, Bitcoin si rekel, da bo zlezel tam do 120, trenutno je 100, tako da tlele vidimo res lepe dvomestne donosnosti tudi v letu 25, to je zaključek nekaj. V konsenzu smo, ne? Napovedi. Si je ful euforično ob teh donosih. Ne, pač to je to, skratka, pravljica se nadaljuje. Smo večkrat omenili, mislim, da vsi trije, da smo združeni tukaj, da pač bolj challenging year ahead, pa mene ne bi presenetil kak večji popravek, ne, ampak se smo omenili dejansko, da dokler se res nek sentiment v širši sliki ne spremeni, je pač to pač priložil za nakup, po moje, no. Da trenda nismo končali, no. Mogoče sam to, na koliko pogosto imamo te popravke na letni ravni, da so 10 ali pa 15%, ene 2 popravka taka na leto imamo, zagotovo, ne, tako da to ni nič presenetljivega. Kako? Nič nenavadnega. Nič nenavadnega. Ja. Zdaj, preden zaključimo, bi pa vseeno rada se dotaknila, tudi BlackRock je spremenil strategijo strukturiranja portfeljev, zdaj oni tudi vključujejo, Barbara, teb skozi singla. Kaj dobivaš z ene maile, Madonna? Dobivaš signale, kaj moraš kupati? Ja, glej. Ne, če vredo je. Veš, to pa busy day, ne? Busy day, se bomo kmalu zaključili. Ja. Sam tok mogoče še BlackRock omenimo, pa njihova spremenjena strategija investiranja, zdaj oni vključujejo tudi Bitcoin, in sicer tam okrog 2% v te svoje portfelje. Tilan, tebe to ne preseneča, tudi drugi že se mi zdi, te, ki se ukvarjajo z investicijami, sploh za večje stranke, že nekako vključujejo v portfelje, tudi konc koncev Bitcoin, konc koncev imamo tudi ETF, ki sledi Bitcoinu in Etru, tako da se ti zdi to neko presenečenje, oziroma se ti zdi, da je pomembno, da vključujemo tudi mali vlagatelji kripto v svoje portfelje. Ja, to je bil moment, ki dejansko se je dogajal zadnja leta, se pravi ta pritisk javnosti, da pač te veliki začnejo tudi spremljati Bitcoin oziroma kripto, je bil pač res prisoten, res ogromen moment in podpora javnosti, in pač to je čist korak, ki je mogel slediti. Zdaj, kdo vse bo to začel, bom rekel, vključevati v portfelje, zdaj pač res težko napovedati, ne, ampak več in več bo dejansko te integracije v nek real world, real asset managerjev. Je pa res, ne, da kakorkoli smo pogledali, ne, če pač nisi bil long v kriptu zadnjih 10 let, si pač nisi mogel doseči neki nadpovprečnih donosov, tako da vse, ne glede na kakšne cene so, pač kripto je del tukaj, je del, bom rekel, nekega ekosistema in ne bo šel stran, to je zdaj jasno, če 5-6 let nazaj nismo tega vedeli še čisto prepričano, zdaj dejansko lahko rečemo, da res ne bo kar ugasno, ne. Se mi zdi pač smiselno, ja, da se pač te zadeve spremljajo. Je pa tudi tukaj res treba poudariti, ne, zdaj točka vstopa je pomembna, ne, kakorkoli pogledamo. In te volatilnosti so ogromne, ne, in pač eno vlagatelj, če ga kač kupi na 108 ali pa 109, zdaj ne more pričakovati, da bo šel na milijon v enem letu, ne. To je bilo res malo utopično, pač jaz osebno mislim, da bomo pač videli še eno kar zelo veliko korekcijo na Bitcoin, meni preseneča, če pada na 40 ali pa 30 tisoč dolarjev, ne. Videli smo te korekcije po 70-80% in pač ne vem zakaj zdaj, da v prihodnosti ne je bilo isto. Moramo vedeti, da s tem, ko prije BlackRock noter, pa s tem, ko prije veliki Wall Street skladi noter, ne, to je smart money, ne, to ni neumen denar, ne. Oni dejansko vejo, zakaj kupijo, pa kdaj prodati, pa kdaj kupiti spet ponovno, ne. In poleg tega pa z večjimi volumni, ki jih oni delajo, dejansko lahko kar tržno manipulirajo, dejansko zelo lepo, ali na opcijski trgu, ali na futuresih, kaj imaš na CME-ju. In njihovi premiki se bojo poznali na cenih realnih pol kripto, ne. Teda to je treba spremljati, kako se bojo veliki igralci spreminjali, svoje navade, svoje nakupne, kakšne investicijske logike bo imelo v zadju, in vedno več, ko bo smart money noter, vedno težje bo za majhne igralce. Spravi, te donose, ki smo imeli v zadnjih letih, res ekstremne, pač jaz mislim, da to pa se, da se bo pa treba pač navaditi na neke manjše donose, ampak še vedno proti navadnim delniškim trgom mislim, da bo nadpoprečni. Zdaj se mi zdi, da si povedal kar nekaj zelo pomembnih stvari.
In sicer korekcijo pričakuješ in te ne bi presenetili, če bi Bitcoin upadel iz trenutnih ravni na 30 ali 40 tisoč dolarjev. To je pomembna korekcija. Kakšna prihodnost je to? Pač videli smo, do zdaj so bili 3 taki cikli, ne? 3 po 3 takih ciklih, po tem halvingih je pač vedno prišla neka večja korekcija. Ne trdim, da to se bo zgodilo zdaj, ampak pač gremo gledati statistiko za nazaj, ne so do tega vedno prišli, ne? Lahko, da bo zdaj drugače, seveda lahko vedno drugače, ne? Ampak pričakujem eno malo večjo korekcijo. Zdaj mislim, da mogoče še ne tako malo, ampak bo pa prišla. Še ena stvar mi je padla v ušes, če lahko temu tako rečem, ker si rekel, da tisti, ki niso bili long na 10 let, mislim, da leta 2014 marsikdo sploh ni razmišljal o Bitcoinu, glede na to, da Bitcoin obstaja od 2009, ne, pa da smo ta prvi hype imeli tam 2017, 2018, ne, ko smo res videli res nore cene, takrat je cena šla 20 jurjev, pa smo mislili, da je to, ne, pa je pa sledila res dolga zima, a ne. Kako pa recimo DZU-ji gledate na pač te spremembe, ki se dogajajo v svetu? A obstaja kakšna šansa, da bojo tudi recimo DZU-ji mogoče investirali v kakšen ETF na Bitcoin ali pa Ether ali pa na karkoli že pride? Ja. Ja. To je čisto malo hipotetično, saj vem, da ne bo... Nista hipotetično hipotetičen odgovor. Ker v bistvu vidimo, da bo v prihodnosti, tako kot je recimo zlato, bo tudi zgleda Bitcoin oziroma kriptovalute en asset class, ki bo v prihodnosti del osebnih portfeljev. Zdaj, kdaj ali če in v kakšni meri bojo pa to DZU-ji ponujali, pa verjetno tudi odvisen precej od regulatorja. Da tu si pa ne bi upala špekulirati, kako bojo šle stvari. Se regulator že ima navodilo, da mora v bistvu pripraviti zakonodajo oziroma to bi mogel že imeti narejen, tako Banka Slovenija kot ATVP zaradi majke, a ne, tako da, no, kaj pa ti, David, misliš? Ja, dejstvo je, če bi bila regulacija, no, jaz ne spremljam točno, kje smo zdaj v tej fazi, ne, kdaj bo. Za DZU je, zakaj pa ne bi lansirali nekega sklada, kriptosklada, ne, če zberejo dovolj sredstev, ne, če je povpraševanje, ga seveda bomo, ne. Sej, to je to, če pa vprašanje, je to. Jaz mislim, da uspeh ETF-ov na Bitcoine kaže, da tu je prostor, ne, za vlagatelje, tako da je mogoče pa to naša prihodnost, ne, na mesto plain vanila. Plain vanila. Pa sem, da ne bomo zadnji vstopali, da ne bomo zadnji vstopali. Ja, na vrhu zadnji. Aj, dobra, ja. Nabijanje, ne. Tilen je ful dobro povedal, točka vstopa je zelo pomembna. A ne? Ja. In marsikdo se tudi zdaj konec koncev sprašuje. Veste, kaj mene dosti krat vprašajo? Zdaj se ne splača investirati, zdaj je vse ful predrago, zdaj bomo počakali, da se vse skupaj sesuje. Pa dajmo odgovoriti enemu takmu poslušalcu, gledalcu, ki razmišlja na tak način in teh je zelo velik trenutno. Čakamo na korenito korekcijo, do tistega trenutka, ko se to ne zgodi, ne bomo nič delali. Ta market timing je taka ena zmozljiva kategorija. Jaz bi vseeno vsakemu vlagatelju pač, mislim, 3/4 časa trgi rastejo, ne. Vmes so seveda tudi korekcije, ki je super fajn, če jo lahko izkoristiš, drugače pa na dolgi rok se vlaganje v delnice pač vedno izkazalo kot pozitivno. Treba je pač zdaj mogoče za malo naslednjo obdobje bo treba malo več potrpežljivosti, malo manjše apetite, mogoče, ampak še zmeraj pa jaz mislim, da je možno doseči spodobne donose z vlaganjem. Pa tudi, če vstopiš, bom rekla, na vrhu cikla, na dolgi rok, še vedno lahko ustvariš pozitivne donose. To je mislim, da je vsak čas primeren čas za vlaganje. Jaz se s tabo strinjam, ampak to, kar si povedala, je pa ključno, dolgoročnost. Ne? Ne gremo na borzo za en mesec ali pa eno leto. Tako da tudi koncev. To je, bom rekla, formula za propad. Ne? Oziroma za napako.
Kaj pa bi ti, David, povedal? Ja, mi se z našimi vlagatelji res že 10 let trudimo, jih izobražujemo, pošiljamo vsebine, da trgi tudi nihajo, da padajo. In kaj se je zgodilo? Prvič se je zgodilo v koroni, ko so trgi takrat padali, takrat smo dobili plačila. No, šli smo agresivno ven, mislimo, da je da ni konec sveta, in takrat smo dobili v bistvu na dnu, takrat okoli dna, ko so trgi padali 30, v bistvu uplačila, ni bilo izplačila, ker kaj se dogaja, ljudje čakajo, pa ko pade, pa itak ne upajo kupiti, ker so prestrašeni, ali pa še prodajo. Lahko sem neki, David, to moram povedati, ker ustavljate bom. Mislim, da to ni najboljši pokazatelj, kako vlagatelji vedo, kaj počnejo. Takrat, ko je bila korona, smo se ukvarjali z lastnim preživetjem. Takrat se ti nisi ukvarjal z nakupi na borzi. Imeli smo 35% upad, ljudje so se pa ukvarjali s tem, kako bojo preživeli. A razumeš? In mislim, da ni bilo časa, ker je bil tako skokovit odskok potem borze, ni bilo enostavno časa za reakcijo. Tako da jaz bi tukaj to vedno izpostavljal in se mi zdi tudi korektno, da se to izpostavi. Ampak naša številka takrat ni bilo izplačila, vlagatelji niso prodali. Se ni bilo časa za to, da bi si izplačali. So pa kupovali. Kupovali so potem začeli spet nazaj rasti. Če ne bi delnice padle, nekdo je prodajal. Ja, pa ne, Slovenci nič ne morajo narediti na tem trgu. Prodajali so drugi, na cel svet je prodajal. Slovenci smo pikica na tem globalnem delniškem trgu. Slovenci ne vem, se razumem, kaj hočeš povedati, ampak dejstvo je, da to ni najboljši pokazatelj, kako je slovenski vlagatelj super odreagiral, ker enostavno ni bilo časa za to reakcijo. Glavno, nekaj izplačil smo imeli, ampak mi se še zmeraj naprej trudimo, da vlagatelji izobražujejo, da trgi padajo, da ne delajo panike. Takrat je najslabši trenutek, takrat so tudi v bistvu premiki so veliki. Če ti pogledaš zadnjih 10 let, pa si zamudil teh 50 najboljših dni, ki so pa ponovadi takrat, ko trgi padajo, je tvoj donos bistveno nižji na koncu. Tako da je treba biti konstantno investiran. In ko trgi zanihajo dodati, ali pa saj ne smeš pa tega nujno, da ne prodaš. Kaj se pa zgodi? Potem zdaj sem prodal na dnu, pa malo raste, pa kdaj pa zdaj kupiti, pa zamudiš. Pa si pa 20% zamudil, pa greš spet mogoče noter, pa spet malo pade, pa si spet, spet sem. Polno je bilo v bistvu enih teh napak je pri malih vlagateljih, ki to spremljajo in tudi sprašujejo te, v bistvu tudi zdaj te sprašujejo, drago je malo, kaj pa zdaj. Ja, je drago, ampak če bo še tečaji bojo višji, indeksi bojo višji, tako je v bistvu, če verjamemo v obstoj sveta. Če bo konec sveta, pa lahko rečemo, da ne bojo višji. Jaz se s tem v bistvu strinjam, da ni potrebno vsak dan gledati tečajnice in reagirati na vsako korekcijo. Je pa tudi resno, vse konec koncev smo na začetku te epizode omenjali, tudi avgustovsko korekcijo. Vse takrat se je zgodil S&P upadel za 5%, kar je bil eden večjih upadov v zadnjem času, v ne vem kolikih desetletjih. Enostavno naslednji dan je šla zgodba dalje. Tudi danes, ne vem, če pogledamo futurese na vkljub korekciji, ki se je zgodila včeraj zaradi Feda, se vidimo, kaj se dogaja, kot da se nič ne bi zgodil. Mislim, da je bil futures na Tesli, če sem prav videla 5%, da je že pri dobu. Zdaj ne vem, Tilan, če imaš računalnik pržgan, da je plis poglej. Če imaš slučajno spletno stran ožgano. A veš, tako da se mi zdi, da tudi ljudje vidijo, zgodi se korekcija, itak bo šlo nazaj gor, a ne Tilan, itak bo šlo nazaj gor. Itak gre vse vedno gor, to je interes vseh na delniškem trgu, tisti, ki so se tako ste omenili, ta the long run je ful pomemben, jaz sem vesel, da sem začel zelo hiter, zato ker portfelj gradiš čez 10-20 let in drugače gledaš na situacijo. Verjamem, da v zadnjih 2 letih je kar veliko strokovnjakov pa pametnjakov večjo nastalo na trgu, ker časi so res omogočali, da si kamorkoli si dal dejansko letos denar, si naredil plus. Zelo redko, prvo se ne spomnim dejansko naložbe, ki bi letos dal, pa bi naredila minus. In v teh časih je vsak lahko pametne, ampak te časi se bo spremenili. Enkrat si zmagovalec, enkrat si poraženc in svojo, bom rekel, neko donos na svoj portfelj pa lahko gradiš čez leta in še lepo dokažeš dejansko, da si imel prav. In kar je pomembno je to, da se prilagajaš ciklom, ker cikli bojo in cikli bojo prišli in cikli bojo vedno obstajali. Mi smo v 3. letu nekega cikličnega bull marketa, ampak imamo pa dejansko 15-letni sekundarni market, ki traja dejansko res od prejšnje krize. To pa 15-letno obdobje, to je pa ogromna perioda. In tisto 15 let nazaj začel po tistem res dropu investirati, je ogromno profitiral. In takšne situacije bomo imeli
še vedno v prihodnosti pa bojo priložnosti iz tega nastajale dejansko. Ne? Ampak zdaj, ko smo pa dejansko v neki, lahko da rečemo, zadnji periodi tega megatrenda, ne, je pa treba biti vse malo bolj previdne. Ampak, kot ste rekli, ne, z nekimi postopnimi vlaganji na delniške trge, absolutno. Jaz drugega načina dejansko res ne vem, kakor to, da dejansko pač investiraš, ostaneš investiran, ker pač ekonomija, v kateri živimo in v kateri bazira vse skupaj, to so pač kapitalski trgi. Če ne investiraš, si pač te požira inflacija, te požirajo stroški in drugače ne gre. Pač moraš investirati in moraš ostati investiran. Jaz se s tem absolutno strinjam. Absolutno se strinjam. In zadnjih 15 let smo res imeli zelo lepe rasti dejansko od zadnje krize in marsikdo se ni upal vstopiti na ta vlak ravno zaradi neke slabe izkušnje iz leta 2008. A ne, vemo Slovenija, kaj se dogaja, pri nas večina je bila investirana na Balkanu, ampak spet, to je bila spet neka napačna odločitev, investicija v najbolj tvegano špekulativno regijo in potem je cel svet oziroma vse svetovne borze so natekane. Tako da definitivno dolgoročnost in pa seveda biti stalno investiran, pa postopno investiranje se mi zdi, da je en pravi korak. S tem, da tudi čeprav mene doskrat naši gledalci in poslušalci, pa tudi na YouTube me doskrat berem komentarje, pravijo, da nisem naklonjena kriptu. Jaz ne vem, odkje ta informacija, res ljudje pojma nimam. Jaz dejansko sem zagovornik tega, da se dodaja tudi ščepec seveda kriptovalut v portfelje. Zakaj pa ne obstaja že konec koncev, Tilen, zakaj se smejiš? Ko si rekla ščepec. Ščepec. Sej, pa me pa doskrat vprašajo, kakšno je moje razmerje med delnicami pa med kriptom. Dejansko v tej res nori rasti se mi je porušil ta balans in dejansko predstavlja kriptoportfelj kar precej velik delež mojega celotnega portfelja, ker enostavno nisem sploh še imela cajta nekako rebalansirati vse skupaj. Zdaj ti bom povedal dva velika problema kriptotrga. Povej. Prvič, da ga imaš premalo, drugič, da ga imaš pa preveč. Ja, res je. Se strinjam s tabo. Tako da, glih neko mes moje. Super, a imamo še kakšen namik na konec za naše poslušalce, gledalce? Kako imeti sestavljen portfelj v letu 2025, pa s tem zaključimo? Barbara, kaj bi rekla? Standard 60-40 ali pa 100 minus starost? Pa ja, dobro, mogoče zdaj, ko si že glih omenila ta 60-40, mi ga vidimo kot, bom rekla, za enega zmernega vlagatelja, za bodoče, ker zdaj tudi dolgo v bistvu obveznice niti niso bile razlike, ki bi neke donose prinašale, zdaj se je to malo spremenilo, tako da v bistvu v letošnjem letu sta bila pozitivna oba razreda, kar je tudi svojevrstno presenečenje, tako delnice kot obveznice. Mogoče za enega zmernega vlagatelja, bom rekla za takega, ko ima pa malo večje apetite, pa jaz mislim, da z IT zgodbo ne bo brcno v temo, sicer bojo donosi oziroma pričakovanja naj ne bojo previsoka, pa glede na to, kak se zdaj dogaja razvoj politik, gospodarskih politik, jaz mislim, da brez ZDA portfelj kljub visokim vrednotenjem ne bi smel biti. David, tudi precej spremljaš Kitajsko in Indijo, pa mogoče lahko tlele še malo pokomentiraš, a ti tudi vidiš Kitajsko in Indijo v portfelju nekega vlagatelja? Mislim, Kitajska bi pač lahko bi imela enih večjih podjetij na svetu, lahko bi naredili, kar bi v bistvu hotel, politika jih nekako stavlja, tako da zdaj imajo pa pač, ne vem, nisem nekako zelo optimist, vrednotenja so nizka, ampak če bi politika pustila tem podjetnikom, da delajo stvari naprej, da jih ne bi regulirali, ne bi se jim usedali v nadzorne svete in tako naprej, jim dirigirali, koliko imajo lahko maržo, kaj lahko delajo, bi bilo tam bistveno boljš, tako da ja, tam je treba biti zelo previden, selektiven. Kaj pa, če bi investiral v indeks? Indeks je pa tako, vidimo, kakšen je bil gibanje, tudi ta premik velik je bil, težko si karko naredil, zdaj spet malo dol drsi, ne vem, če najboljš odraža vse, kar se tam dogaja, ta indeks tudi,
imajo prav nekaj težav. No. Jaz mislim, da bi lahko bi bila Kitajska res dobra zgodba o uspehu na globalnem nivoju, ampak zaenkrat, dokler se politika tako vmešava v poslovanje podjetij, pa enih več, pa enih manj, je treba biti kar previden. Indija je pa dolgoročno se mi zdi sigurno zgodba o uspehu, politični sistem čez drugačen, vrednotenje se zdaj malo višja, ampak na 10 let jaz mislim, da bo Indija bistveno višji kot je danes, imajo veliko še za narediti. Tako da Indija itak skoraj direkt nemogoče kupovati delnice ADR oziroma teh podjetij, ki so na tujih borzah, je dosti malo, tako da tam prije edin kakšen indeks ali pa kakšen sklad upoštev. Koliko pa bi imel recimo, sam še mogoče, če lahko poveš, koliko procentov bi recimo dodal v portfelju Indije? Indija je v globalnem kontekstu, mislim, da zdaj ima kakšne 1,5 do 2%, ne? Tako da če reš nekje na 3, 4, 5, se mi zdi čisto okej. Se mi zdi, da je zamet več v portfelju. No. Ampak dodal bi pa tako za malega vlagatelja, pa mislim, da mora biti še naprej poinvestiran v neke naložbe. Ali je to karkoli, samo da ni denar, ne. Ker živimo v bistvu v svetu, a ne. Če pogledamo, kaj se je zgodilo z denarjem v zadnjih 2-3 letih, a ne, po covidu, vsi smo realno, bistveno, kar si imel denarja, si izgubil. Kava je pa včasih evro, ali koliko se ne pijem, ampak danes je verjetno 2. Ne. Vse cene so šle bistveno višje, ne, za lažjo predstavo. Ne. In živimo v svetu, ne, ker se bo inflacija se razniževala, ampak bo še ostala z nami, ne. Ker druge poti v bistvu ni. Ne. Te centralne banke oziroma države morajo stimulirati, morajo nekako tiskati, povečevati in da se bo ta sistem, v katerem smo zdaj, ker smo se zaciklali, ga probamo sicer spraviti na prejšnja pota, ne, ampak bo težko in da smo v svetu, kjer može biti investiran. Ne. V delnice, obveznice, majčkrat manj, ne, realnost je tudi tam kar veliko izgubo, ne, če gledamo realne donose obveznic v zadnjih letih. Neke asset klase, ne, ali so to nepremičnine, ali je tudi za to karkoli, no, treba je biti poinvestiran, samo da ni denar, ne, hočem reči. Ne. To je v bistvu najslabša naložba še naprej, no, po mojem mnenju. No. Zdaj, ko se gliho omenil nepremičnine, je tukaj moraš pač vedeti, da ljudje investirajo v fizične nepremičnine, ne kupujejo REIT skladov ali pa ne. In zdaj, ravno zdaj je napovedan bil davek na nepremičnine, na vsako drugo, tretjo in vsako nadaljno nepremičnino, kar vnaša spet neko negotovost tudi na tem trgu konec koncev. Tako da ja, to bomo še videli, kaj se bo dogajalo. Se pa že špekulira, kolikor bo recimo tak davek sprejet, da bodo pač investitorji prepisovali te nepremičnine na svoje bližnje sorodnike in se tako izognili davku. To se namreč špekulira, da se bo dogajalo. Tako da spet tukaj je nek davčni izplen res minimalen. No? Kapital je zelo plaha ptica, ne? Višji davki ga hitro prestrašijo. No? Ja, to si zelo lepo povedal, ja. Tilen, pa ti si malo bolj adrenalinsko razpoložen investitor, kako bi pa ti sestavil portfelj 2025? Manj sta že omenila Barbara pa David, se pravi, jaz gledam pač ameriški trg, valjda tudi, se pravi long US, long defense sektor, se pravi, zdi se mi, da še tukaj ni zgodba končana, te oboroževalne mašinerije. S te napovedi vseh držav so take, pač, da bojo še vedno povečevali investicije v te sisteme, tako da defense sektor, nekako sem že prej omenil, da bi pač preferiral large cap over mid pa small caps za 2025, se pravi, tle pač večje podjetja zasledujem. En tak zelo konzervativen pa zelo, kar bom rekel, dost verjeten bet je long dollar proti evro. To smo že kar nekaj časa nazaj, sem že odprl to pozicijo, pa naprimer mislim, da bo tle šlo proti pariteti ali pa celo pod, se pravi, to je nekih 5-6% z lahkoto. Long dollar, mislim long gold, vse zaenkrat če do tistih mojih 3000-3500, long kripto, dokler se pač trend ne obrne. To bom pač pokazal, povedal o nekih svečnikih, ki se jaz odločujem, da bo top. Pa bom pač takrat izstopil, se pravi, mislim, da še vedno pride ta altcoin rally, še vedno lahko nekot pričakujemo. Kitajska mene zelo všeč, tako da je rekel, fundamentalno so res nizki kazalci. Jaz sem prek poletja to malo tehnično res vstopil noter, sem imel prek indeksa eno pozicijo zelo lepo naredil, pošel ven. Zdaj se je indeks konsolidiral, ustvarja neko podporo. Kitajska je malo bolj postavljena zdaj kot pred prvim mandatom Trumpa. Če bo tarife neko znosne, bi Kitajska mogoče lahko tle
bila nek kon rasti še v 2025, 2026, tako da ne bi očisi zločil. Meni tehnično zelo všeč, fundamentalno tudi mi všeč, tudi kako se je zdaj dejansko so se spravili z temi stimulusi, pa dejansko domače potrošnje, domačini zdaj kupujejo, pač oni so res hazarderi, vlagajo predvsej denarja na delniške trge. Teda tle ne bi čisto izpostavil, mi je zelo všeč, tako da če bo price action pravilen, bi vstopil nazaj. Indijo bom pa spremljal. Indijo pa res nisem imel na radarju, pa bom imel zdaj pogled. Mogoče res zanimivo, no, tako da bi rekel. A vas lahko še nekaj vprašam? Kje pa je Evropa? Nemčija je Nemčija, dober DAX indeks ni potlačeno, še zmeraj je dvomestna rast, ne. Ampak konec koncev so neki izzivi v Nemčiji, politični izzivi, avtoindustrija je kar precej v krizi. Kaj si pa mislite, mogoče samo tako na splošno vaše mnenje o Evropi? Jaz imam Evropo malo na sidelineu, že prej sem nekaj omenil, tudi zdaj imamo volitve v Nemčiji, februarja, mislim, da pač celotna ta stara infrastruktura se mora malo zamenjati, industrija, dejansko avtomobilska kola, paradni kon, bo mogla se spremeniti, da bo pač Kitajci pojedli. Teda Evrope se malo izogibam, tudi zaradi tega, ko bo pač šlo v defense industriji predvsej denarja. Imeli bomo probleme, tudi videli smo ECB, dejansko bo šla v precejšnje kate na interest ratih. Mi je pa kot država všeč Norveška, naprimer, ne. Tukaj bi, naprimer, mi je všeč, kako so pozicionirani, imajo močno krono, imajo močen dejansko energy sektor, vemo, da Evropa bo dejansko mogla uvažati plin in nafto iz Norveške, drugače ne bo šlo. Pa dejansko, kar je pri njih pozitivno, je to, da imajo največjih državnih skladov, ki bo pač, če bo prišlo do nekega kreša, njihovi delnici začeli tle kufati. Teda tle je nek velik firepower v zadnji, ki bi lahko dvignil te norveške delnice. Teda mi je všeč kot država, kako je pozicionirana. Tudi indeks se zelo lepo drži, ampak to je mogoče taka ena kot neka alfa. To si zdaj že parkrat omenil pri meni Norveško in potem so vprašanje, kako kupuješ Norveško, se pravi, kaj kupaš indeks? Ja, ETF sta. Aha, ETF na norveške delnice. Imaš pa tudi dejansko, kar mi je sektorsko, zdaj, če si me že glih vprašala. Sektorsko sta mi pa všeč pač energy in te drugo, Norveška pač znana po lososih, ne. In imajo predvsej teh podjetij, ki gojijo losos in prehrana in dejansko stajajo na dva podjetja zelo velika. In če potegnemo celo zgodbo, ker mislim, da sem tudi že enkrat le omenil, da sem long na prehrano, ne. Pač tudi prehrambeni sektor mi je ful všeč, zaradi cele demografije, kamor gremo, pa pridelave hrane, se pravi losos, ogromno proteinov, in če gremo po policih, po naših trgovinah, vedemo sam protein in dejansko največ teh suplementov prihaja iz teh dveh podjetij. Teda sektorsko pač energy pa pridelava lososa oziroma prehrambenih. A videl, da tudi mogoče kaj komentirala Evropo? Da bolj spremljata Ameriko pa... Ja, jaz sicer bolj spremljam Ameriko pa zdravstvo, ampak v bistvu jaz se čisto strinjam s Tilnom. Evropa zdaj sicer lahko z zniževanjem obrestnih mer dobi en tak kratkoročen fiskalni impuls, ampak mi imamo dolgoročne strukturne izzive in dokler tega ne bomo premagali, bo verjetno bolj on the sideline Evropa tudi pri investitorjih. Ne? David, še ti mogoče? Ja, Evropa produktivnost slaba, nekako zelo treba biti selektiven tudi le pri podjetjih, kakšen defense mogoče je zanimiv, evropski, drugače pa ja, strukturne težave. Je pa res za delnice lahko celo ostanejo na nulju, pa so nekaj rastejo, če bo šlo obrestne mere dol, ne. Vsem so faktorov obrestne mere, ne. Tle v Evropi v bistvu kaj drugega po mojem ne bo ostalo, tako da delnice iz tega stališča, ampak tudi evro bo pola, ne. Evro bo pač še dodatno izgubil, ne. Ampak delnice pa lahko celo, ne, težko biti pol, da nisi investiran, če te delnice nekako, ne, vsem so na nulju ali pa te nekaj ohranjajo neko vrednost, ne. Vsem bolj biti investiran v delnicah, ne, v Evropi, kot pa spet v nekem denarju biti, ne. Letos je to tudi se nekako pokazalo, ne. Evropski indeksi so vse nekako v plusu, ne, razen Francija mogoče, ampak tako generalno so v plusu, kljub temu, da je katastrofalna situacija, ne. Avtoindustrija, ki v bistvu propada, nobenih novih podjetij, ki bi rasli, res katastrofalna situacija, ampak te nižje obrestne mere so faktor, da delnice nekako so nek plus naredile, no. Tako da jaz mislim, da v naslednje je podobna zgodba, no. Zdaj, če pa hočemo kaj več narediti, bo treba biti pa zelo selektiven v Evropi, no.
A lahko sam še nekaj vprašam? Se vem, da sem že 3-krat rekla, da bomo zaključila, ampak sem še eno vprašanje. Zdaj mi Ne je pada bo na slušalke pamet. počas crkanja, sam Kje to povem. točno bo indeks, kje točno bo S&P 500? No? Ne to. V bistvu najbolj donosen indeks na svetu je slovenski, SB Top. A letos, ne vem. Je. Mislim, ni najbolj, ni na prvem mestu, mislim, da je na 6., do 10. nekje. No. Ampak je eden izmed bolj donosnih, mislim, da celo bolj kot S&P 500. Super. To je to, that's it, to je to. Čudež, v bistvu. Veš kaj, mi smo, DZU-ji so v bistvu kar malo preveliki, no, za slovenski indeks. V bistvu tudi, če želiš neke resne količine, je zelo težko na slovenski borzi. To je pa to, ja. Mislim, hrvaški pokojninski skladi so eni večjih lastnikov slovenskih blue chipov. Ja, Tako da je to. lastnikov in držijo in ne prodajajo, ne? Držijo in ne prodajajo, ja. To je to, ni robe. To. Ni robe. Se pravi, v redu, bomo pa pač drugi S&P obdelali, ampak samo to, da v te vedela, je tudi eden izmed bolj donosnih, ne? Se pravi, bolj ko dvigujemo davke, pri nas bolj indeks raste, to je res zanimivo. Drugače pa ne, se tukaj kar nekaj tudi dogaja. Ne vem, če spremljate individualni naložbeni računi, se to bomo posebej naredili epizodo. Do 10. januarja poteka ta razprava o teh naložbenih računih, kjer naj bi, mislim, da je zgornji cap, se pravi zgornja meja 150.000 evrov, začeli naj bi pa za 20.000, 50% pa naj bi v bistvu bil investiran v neke slovenske delnice, kar je to dobra novica za konec konca tudi slovenski trg, ne kapitalski. Ne? Tako da mogoče boste rabili dodati kakšen ščepec, kakšnega slovenski indeks v vaše sklade, pa bo kakšna korekcija se zgodila tudi na vašem skladu v plus. Whatever. Skratka, ful dobra debata, najlepša hvala, da ste se vzeli čas, da smo lahko lepo sistematično šli čez vse, tako da iskrena hvala za odlično debato. Super, hvala. Hvala tebi za povabilo. Hvala, Marja. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.